Digitalizacija je bila osrednja tema letošnjega vrha slovenskega gospodarstva, na katerem so predstavniki gospodarstva, civilne družbe, razvojno-raziskovalnega sektorja ter javnega in državnega sektorja podpisali listino o vzpostavitvi slovenske digitalne koalicije. Prisotnost politike na eni strani, na drugi strani drugih deležnikov dokazuje, da lahko skupaj preko projekta digitalizacije naredimo nov napredek Slovenije kot celote. Oblikovanje velike nacionalne digitalne koalicije je bilo tudi eno od prednostnih splošnih priporočil za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo gospodarstva, ki so jih izpostavili udeleženci. Mednje so uvrstili še posodobitev šolskih programov in razvojno podporo države. Želimo, da Slovenija postane zelena referenčna država v digitalni Evropi. Slovensko-ruski poslovni svet je organiziral srečanje ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca s predstavniki slovenskih podjetij, ki poslujejo z Rusijo. Srečanje je bilo namenjeno oceni stanja slovensko-ruskih gospodarskih odnosov in pobud za nadaljnjo krepitev sodelovanja. Po teh pogovorih danes lahko ugotovim, da so se zadeve stabilizirale in da nekatera slovenska podjetja na ruskem trgu že doživljajo rast blagovne izmenjave. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je med obiskom v Sloveniji na Gospodarski zbornici Slovenije nagovoril ožji krog gospodarstvenikov z željo, da državi poglobita medsebojne gospodarske odnose. Ob tej priložnosti se je vpisal tudi v knjigo častnih gostov GZS. Novembrsko sredino GZS mreženje je bilo osredotočeno na države zahodne in severne Evrope. Skušam dobiti nekaj pravih informacij glede samega tujega trga. Jaz predvsem se zanimam za Benelux. Na tradicionalnem posvetu poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira GZS, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, so udeleženci govorili predvsem o zakonodajnih spremembah, pa tudi drugih pomembnih vprašanjih, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države. Dovolite, da v imenu Gospodarske zbornice Slovenije kar na samem začetku izrečem res iskrene čestitke organizatorjem, ker organizirate ponovno izjemno odmeven, dobro obiskan, predvsem pa vsebinskega področja relevanten dogodek. Novost letošnjega posveta je bila posebna predstavitev, ki so jo poimenovali Portorož po Portorožu, na kateri so organizatorji pristojne resorne ministre oziroma predstavnike ministrstev še posebej seznanili z zaključki posveta. Seveda je zdaj na nas naloga, da se k izvajanju rešitev se temu posvetimo bolj in temu namenjamo tudi vse razpoložljive resurse. Drugi dnevi gradbenega prava so bili namenjeni podrobni predstavitvi glavnih problemov, s katerimi se srečujejo udeleženci pri gradnji. Predavatelji so predstavili konkretne primere dobre prakse ter načine, kako se izogniti sporom in zahtevkom, ki izvirajo iz gradbenih projektov. Tudi letos smo enako kot lani sledili temu, da smo vsa odprta vprašanja, ki so se nam tekom našega dela v preteklem letu izkazali za nujne debate, uvrstili na letošnji program. Na letošnjem knjižnem sejmu je obiskovalcem 106 razstavljavcev ponudilo 15.000 naslovov knjig, od tega kar 3.000 novih. V sklopu sejma so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in resornih ministrstev podpisali manifest branja, temeljni dokument kampanje Slovenija bere. Kampanja ima za cilj opozoriti na to, da zaradi relativno nizke bralne kulture pri nas Slovenija in slovensko gospodarstvo izgubljata veliko razvojnih in družbenih priložnosti. O aktualni problematiki žitnega sektorja so predstavniki partnerjev v žitni verigi razpravljali na žitni konferenci, ki jo je pripravila GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Seveda so vse naše oči uprte v naslednje leto. Nekako seveda z žitnim sektorjem je povezana žitna dobaviteljska veriga. Tukaj imamo še kar nekaj izzivov. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je na GZS na posebni delavnici za prijavitelje predstavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Ti bodo potekali v okviru strategije pametne specializacije, ki predvideva povezovanje resursov v Sloveniji zato, da
naredimo preboj na gospodarskem, raziskovalnem in znanstvenem področju. Gospodarska zbornica Slovenije je novembra postala članica mednarodne akreditacijske verige za potrdila o poreklu blaga, kar pomeni, da je Slovenija nova država z mednarodno akreditacijo za njihovo izdajanje. Potrdila o poreklu blaga bodo tako bolj prepoznana in imela večjo veljavo v svetu. Novi obrazci potrdil, ki jih izdaja oddelek javnih listin na GZS, bodo vključevala mednarodni znak kakovosti ECC skozi CO in bodo na voljo predvidoma v začetku prihodnjega leta.